Vsako jutro pred sončnim vzhodom motorji zarohnijo tik zunaj mesta Laredo v Teksasu. Dizelski tovornjaki stojijo eden za drugim čez 8-pasovni most nad Rio Grande. Zloženi so tako globoko, da se vrste raztezajo kilometre daleč. Vsak dan bo čez ta most zapeljalo nekje med 15 in 18 tisoč tovornjakov. Tovor na teh tovornjakih niso le dobrine, to je ameriško gospodarstvo v gibanju. To je most svetovne trgovine, najbolj prometen komercialni prehod na zahodni polobli. Skoraj nihče zunaj logistike tovora še ni slišal zanj. In skoraj nihče, ki sprejema politične odločitve, še ni stal na njem. Če ga zaprete za 48 ur, bodo posledice nastopile, še preden pridejo novice. Motorji ne prispejo na montažne linije v Tuluci. Kabelski snopi zamudijo svoje termine v Saltiju. Deli za hladilnike ostanejo nedokončani v San Luis Potosiju. V enem tednu proizvodne hale v Michiganu in Ohaju utihnejo. Ne zaradi stavk, ne zaradi politike, ampak zato, ker so deli obtičali na napačni strani reke. Približno 930 milijard dolarjev blaga je bilo leta 2025 pretovorjenega med Ameriko in Mehiko. To je več kot celotno gospodarstvo Švice, več kot gospodarstvo Saudske Arabije. Dve državi, ki v 12 mesecih opravita več trgovine, kot večina držav na svetu proizvede skupaj. To je bolj podobno proizvodni liniji kot pa mejni kontroli. Teksas ima več rafinerij, Kalifornija ima več pristanišč, Illinois ima več železnic. Nobena od njih ne prevaža tega, kar vsak dan prevaža ta osamljeni most. In prav zdaj se v Washingtonu sprejemajo odločitve, ki spreminjajo stroške vsega, kar prečka ta most, brez jasne predstave o tem, kaj se bo podrlo, ko to storijo. Izberite katerokoli vozilo izdelano v Združenih državah, katerikoli poltovornjak, katerikoli limuzino, katerikoli SUV. Odprite pokrov motorja in sledite vsaki komponenti. Ne boste našli zgodbe o ameriškem izdelku. Našli boste sistem zgrajen čez mejo, ki se sploh več ne obnaša kot meja. Ford F-150 je očiten primer. Eden najbolj ikoničnih ameriških tovornjakov v državi. Sestavljen je na proizvodni liniji v Dearbornu v Michiganu, z zvezdami in črtami na vsaki marketinški brošuri. Toda preden je ta karoserija sploh prispela v Dearborn, so njene komponente prečkale Rio Grande tudi do 8-krat. Bloki motorjev so uliti v eni državi, obdelani v drugi, sestavljeni v tretji. Vsak korak je odvisen od tega, da prejšnji člen na drugi strani meje svoje delo opravi pravočasno. In ta odvisnost se ne konča pri proizvodnji. Mehika vsako leto pošlje skoraj 3 milijone lahkih vozil v ZDA, velik delež teh pa nosijo znake ameriških avtomobilskih proizvajalcev, vsi pa so zgrajeni po ameriških načrtih. Ameriška podjetja Mehike ne obravnavajo kot tujega dobavitelja. Obnašajo se, kot da je to naslednja soba v tovarni. Če ta krog prekinete, se proizvodnja ne upočasni. Ustavi se. Toda ne gre samo za tovornjake. Če to gledate na pametnem telefonu ali prenosniku, ste že del tega kroga. Kajti sodobna proizvodnja ne temelji le na zalogah, temveč tudi na natančnosti. To je razlog, da so skladišča prazna in da so proizvodne linije dobičkonosne. Deli prispejo nekaj ur, preden jih potrebujejo, ne tednov prej. To ohranja nizke stroške. To pa tudi odstrani vsakršno možnost za motnje. Ena sama zamujena pošiljka ne čaka v skladišču. To pomeni, da delavec stoji brez dela. Stroj je ugasnjen, urnika pa ni mogoče nadoknaditi s kasnejšim pospeševanjem. V tem sistemu ne moreš nadoknaditi zamud. Zaostaneš in vse za tabo zaostane skupaj s tabo. Če poskusiš sestaviti isti tovornjak povsem znotraj meja ZDA, se cena takoj zviša za $1000. In to ni neka hipotetična situacija. To se zgodi takoj. Ali potrošniki plačajo več, ali pa je izdelek slabši. Tretje možnosti ni. Hladilniki so izdelani v tovarnah na obeh straneh. Medicinske naprave, ki gredo v ameriške bolnišnice, so sestavljene v Tijuani in Reynosi, kjer podjetja, kot sta Medtronic in Becton Dickinson, vodijo proizvodne linije, ki neposredno pošiljajo izdelke v ameriške bolnišnične mreže. Letalski deli, ki oskrbujejo dobavno verigo podjetja Boeing. Velik obseg prihaja iz Querétara, kjer se dobavitelji podjetij Bombardier, Safran in Airbus zbirajo okoli enega letališča. Tudi vaši Wi-Fi usmerjevalniki vsebujejo sestavne dele, ki so prečkali obe državi, preden so prišli v vaš dom. Razlika v plačah je razlog, da vse deluje. To je tisto, kar ameriškim podjetjem omogoča, da tekmujejo z Azijo, ne da bi morali vse preseliti čez ocean. Če odstranite Mehiko, se izbira skrčina dva izida. Višje cene ali pa proizvodnja popolnoma zapusti celino. Toda odvisnost od severa je še globlja. Mehika več kot 80% svojega izvoza pošlje enemu kupcu.
Ni rezervne stranke, ni načrta B, ki bi lahko prevzel takšen obseg. Če se Amerika upočasni, se upočasnijo tudi mehiške tovarne. Če ZDA uvedejo carine na določeno kategorijo, to najbolj občutijo mehiški delavci. Mehičani, ki delajo v Ameriki, vsako leto pošljejo domov svojim družinam več 10 milijard dolarjev. Skupni znesek je pred kratkim dosegel rekordnih več kot 64 milijard dolarjev v enem letu. Denar, ki ne gre skozi korporacije. Ta denar pride neposredno v gospodinjstva. Ta denar plačuje živila, šolnine, zdravstvene račune in najemnino v mestih, ki sicer sploh ne bi imela gospodarstva. Prinese več denarja kot nafta ali turizem. To je največja zunanja opora Mehike. In skoraj vse to se začne v Združenih državah Amerike, na celini, po kateri se lahko pelješ z avtom. Država, kjer lahko, če se pristanišče zapre, še vedno pošlješ tovornjak. In Mehika se je odzvala na ta klic. Tesla je tam leta 2023 napovedal načrt za odmevno gigatovarno, čeprav je bil projekt začasno ustavljen pred ameriškimi volitvami zaradi skrbi glede carin. Proizvajalci avtomobilov so razširili svoje dejavnosti po osrednji Mehiki. Dobavitelji, ki oskrbujejo velike ameriške avtomobilske družbe, so jim sledili. Enako so storili logistični velikani, ki so razširili čezmejna tovorna omrežja, da bi skupaj z mehiškimi operaterji obvladali nove količine. Letalska industrija, podatkovni centri za umetno inteligenco, velika farmacevtska podjetja, vsi so odprli obrate južno od meje. Razcvetelo se je v Queretaru. Proizvodnja medicinskih naprav je eksplodirala vzdolž obmejnega pasu. Napovedani so bili načrti za ogromno tovarno za sestavljanje strežnikov umetne inteligence Nvidia v Guadalajari. Tudi polprevodniki so se začeli delno seliti v Mehiko, ker je mogoče pakiranje razširiti v manj kot 2 letih, medtem ko ameriške tovarne potrebujejo skoraj desetletje. Sistem je deloval. Dobavne verige so se skrajšale, dostava je postala hitrejša, stroški so ostali konkurenčni. Obe strani sta imeli koristi. Nato pa se je pritisk obrnil navznoter. Leta 2025 so se pravila začela spreminjati sredi procesa. V eni tovarni avtomobilskih delov na severu Mehike je nadzornik ustavil odpošiljanje. Ne zato, ker bi se proizvodnja ustavila, ampak ker so se ustavila pravila o carinah. Sledile so izjeme, nato pa se je vse znova spremenilo. Najprej enkrat, potem pa večkrat. Za podjetja, ki načrtujejo leta vnaprej, je to pomenilo eno stvar – nepredvidljivost. Ne višjih stroškov, ampak neznane stroške. In ko stroški postanejo nepredvidljivi, se naložbe popolnoma ustavijo. Projekti so se ustavili, širitev je zastala. Tovarne, ki bi morale biti zgrajene, so ostale neobdelana zemlja. Mehika pa ni zaostrila. Prav tako ni odgovorila s povračilnimi ukrepi. Prilagodila se je in si kupila čas, ne da bi odpravila glavno težavo. Kajti težava ni bila politična, ampak strukturna. Ko je Ford opozoril, da bodo carine zmanjšale zaslužek za 1,5 milijarde dolarjev, to ni bila Mehika, ki je utrpela udarec. To je bilo ameriško podjetje, ki je plačevalo več za upravljanje lastne dobavne verige. General Motors je nekaj tednov kasneje izdal svoje opozorilo. Napovedali so vpliv do 5 milijard dolarjev. Stellantis je ustavil proizvodnjo v svojih mehiških in kanadskih montažnih obratih, delavci v Michiganu in Indiani. To je človeški strošek carine. Ni naslovnica, ampak zamujena izmena. Plača. Izginila. Nearshoring naj bi rešil problem, namesto tega je prinesel novega. Nestabilnost v središču sistema. Trgovina je le površina. Globlja tveganja se skrivajo pod njo. Mehika zdaj več kot 60% svoje električne energije proizvaja iz zemeljskega plina, vendar ga uvaža. Domača proizvodnja že leta upada in je v začetku leta 2025 dosegla najnižjo raven v 2 desetletjih. To vrzel skoraj v celoti zapolnjujejo plinovodi, ki potekajo proti jugu iz polj Permian Basin v Teksasu, Eagle Ford Shale in koridorjev, ki segajo v Arizono in Kalifornijo. Maja 2025 so ameriški izvozi zemeljskega plina po plinovodih v Mehiko dosegli mesečni rekord vseh časov. Približno 75% vsakega kubičnega čevlja plina, ki ga Mehika zdaj porabi, prihaja čez mejo. Več kot četrtina celotnega ameriškega izvoza zemeljskega plina gre neposredno v mehiška omrežja. Ameriški plin poganja mehiške tovarne. Te tovarne izdelujejo dele. Ti deli se vrnejo nazaj na ameriške montažne linije, če prekinete ta tok, proizvodnja ne pade le na enem mestu. Propade na obeh straneh. Mehika se tega zelo zaveda. Prepoznava nevarnost. Hitijo z gradnjo novih plinovodov, nove izvozne zmogljivosti za utekočinjeni zemeljski plin, nove domače proizvodnje elektrike, vendar nič od tega ne bo kmalu nadomestilo ameriške oskrbe. Odvisnost je bila že vgrajena.
In potem je tu še voda. Ameriški kmetje v južnem Teksasu so opazovali, kako so cele sezone pridelkov propadle, saj je Mehika zaostajala z dobavo vode, ki jo zahteva pogodba. Obstaja pogodba iz leta 1944, ki naj bi točno to preprečila. In zdaj ta pogodba razpada. Mehiške zvezne države, kot je Chihuahua, so izbruhnile v nemire zaradi sproščanja vode iz rezervoarjev, ki so bila odrejena za poravnavo mehiškega dolga. Pogovori o vodnem dolgu so se v zadnjih 5 letih skoraj večkrat povsem sesuli. Zdaj to povežite s tem, kar se pojavi v trgovinah. Če januarja jeste sveže paradižnike, so prišli iz Mehike. In tudi avokado na vašem toastu. Približno 9 od 10 avokadov v ameriških trgovinah prihaja iz Mehike. Jagode, kumare, paprike, mangoji, celoten oddelek s sadjem in zelenjavo izven sezone je odvisen od mehiških rastlinjakov in polj. Če zmanjka vode, pridelkov ne posadijo. To pomeni prazne police v ameriških trgovinah v nekaj dneh in propad dohodka kmetov na obeh straneh meje. Leta 2024 so ameriški inšpektorji zaradi varnostnih pomislekov ustavili pošiljke avokada iz Michoacana. Cene v ameriških trgovinah so v nekaj dneh poskočile. Že en sam inšpektor je povzročil teden dni zamude in porast cen po vsej državi. Tako majhne so dejanske rezerve. Pivo ima podobno zgodbo. Amerika uvozi več piva iz Mehike kot iz katerekoli druge države na svetu. Večina 6-pakov na policah v Chicagu, Atlanti ali Seattlu je začela svojo pot na mehiški proizvodni liniji, prečkala mejo z vlakom ali tovornjakom in pristala v hladilniku vaše lokalne trgovine. Motnje povzročijo še večje motnje. Najbolj prodajana piva v Ameriki pa postanejo dražja. Približno 5 milijonov ameriških delovnih mest je neposredno povezanih s trgovino z Mehiko. V državah kot so Teksas, Arizona, Nova Mehika in Kalifornija je Mehika na vrhu izvozne lestvice. 28 ameriških zveznih držav šteje Mehiko za enega od 2 najpomembnejših trgovinskih partnerjev. Če zmanjšamo trgovino, delovna mesta izginejo daleč stran od meje. V tovarnah v Indijani, na kmetijah v Iowi in v Kansasu. Železniška skladišča obstajajo, ker obstaja ta sistem. Cela mesta, vključno z Laredom, McAllenom in El Pasom, delujejo zaradi tega toka. Če ga odstranimo, se z njim skrčijo tudi njihova gospodarstva. Tovarne ob severni meji Mehike neposredno zaposlujejo približno 3 milijone delavcev, posredno pa je z njimi povezanih več 10 milijonov ljudi v obeh državah. Mehiška vlada je med letoma 2020 in 2025 v teh tovarnah nominalne plače zvišala za več kot 100%. Tovarniško delo je včasih pomenilo komaj preživeti. Zdaj pa to pomeni pravo priložnost za srednji razred. Energija, voda, hrana in delo. 4 povezani sistemi. Če zmotiš enega, se učinki razširijo povsod. In ne razširijo se enakomerno, ampak se kopičijo. Politiki uporabljajo besedo kot je kolaps. To je v resnici napačna izbira besede. Kolaps je dramatičen in dramatični dogodki pridejo na naslovnice. Kar se v resnici zgodi, je počasnejše in težje opazno. Začne se z zamudami. Avto, ki je prej potreboval 6 tednov od naročila do dostave, zdaj potrebuje 3 mesece. Nato 4. Dobavni roki se raztegnejo daleč preko tega, kar kupci pričakujejo. Toda v ozadju se dogaja nekaj večjega. Ta negotovost se vključi v ceno vsega. Zdaj razširite to isto dinamiko na hladilnike, pralne stroje, bolnišnične ventilatorje. Stroški začnejo naraščati. Hladilnik Whirlpool, ki je prej potreboval 6 tednov, zdaj potrebuje 4 mesece. Ventilator Medtronic postane dražji, še preden ga začne primanjkovati. Seveda se kakovost poslabša. Nato pridejo še posredni učinki. Podjetja prenehajo graditi ne zato, ker ne morejo graditi, ampak ker ne morejo predvideti, po kakšnih pravilih bodo delovala. Naložbe se preselijo drugam. V Vietnam, Indijo, Poljsko, kraje, kjer pravila še vedno veljajo dovolj dolgo, da je mogoče načrtovati. V Mehiki pa je bolečina hujša in hitrejša. Plače v proizvodnji prenehajo rasti. Delavci izgubijo stabilnost in se začnejo seliti proti severu v ameriška mesta. To spodbuja migracijski pritisk, ki naj bi ga carine preprečile. V Ameriki se pritisk obrne nazaj nase. Stroški vračanja proizvodnje domov postanejo očitni. Višja domača proizvodnja pomeni višje cene in potrošniki to občutijo takoj. Ameriški svetovni konkurenti pa ne čakajo. Začnejo se širiti hitreje, ceneje in z manj motnjami. Obstaja majhno okno priložnosti, kjer deluje severnoameriška integracija. Če ga zapremo, azijski proizvajalci prevzamejo trg. Izgubljena proizvodnja se ne vrne, samo preseli se.
Ta odložena prodaja avtomobila gre kitajskemu električnemu vozilu, ki prispe pravočasno, po ceni, ki jo ameriški potrošniki lahko prenesejo. Tovarna, ki ni zgrajena v Teksasu, ni zgrajena kasneje. Zgradijo jo v Hanoju in tam tudi ostane. Iz tega sistema ni čistega izhoda. Predstavljajte si, da se Amerika odloči popolnoma ločiti od mehiške proizvodnje. Nobenih avtomobilov, izdelanih v Mehiki, več, nobenih avtomobilskih delov čez mejo, nobenih mehiških gospodinjskih aparatov več. Vse se preseli znotraj meja ZDA. Samo avtomobilska industrija bi potrebovala delovno silo za 100.000 novih proizvodnih delovnih mest po ameriških plačah. Ameriške tovarne že zdaj primanjkuje delavcev. Ne morejo zapolniti niti obstoječih prostih delovnih mest. Dodajanje več 100.000 novih delovnih mest bi pomenilo ali velik porast priseljevanja, kar je ravno nasprotno od tega, kar želijo zagovorniki razdruževanja, ali pa tako visoke plače, da bi se računica sesula sama od sebe. Tudi če bi se delavci čudežno pojavili, tovarne ne obstajajo. Gradnja nove avtomobilske tovarne znotraj meja ZDA traja od 3 do 5 let, od najave do prvega avtomobila, ki zapelje s proizvodne linije. Postavitev dobaviteljske mreže okoli nje pa doda še 2 leti. Ko bodo te tovarne začele obratovati, bodo tekmovale z električnimi vozili izdelanimi v državah, ki nikoli niso prenehale optimizirati svojih dobavnih verig. Ameriški potrošniki bi ves ta čas nosili te stroške. Nov poltovornjak, ki danes stane $50.000, bi na drugi strani stal $60.000 ali več. In to je le en sektor. Enak scenarij velja za medicinske pripomočke, gospodinjske aparate, letalsko-vesoljske komponente in elektroniko. Vsaka kategorija postane dražja, v mnogih primerih pa se proizvodnja sploh ne vrne domov. Premakne se še dlje stran. Nobena domača dobaviteljska baza se ne more dovolj hitro razširiti, da bi nadomestila to, kar že obstaja. Poglejte, s čim se je soočil Apple, ko je poskušal premakniti sestavljanje iPhoneov iz Kitajske v Indijo. 2 leti motenj, težave s kakovostjo, nižji izkoristki, proizvodne vrzeli, ki so tiho potisnile proizvodnjo nazaj k uveljavljenim kitajskim dobaviteljem. Ponovna vzpostavitev dobavne verige ni politična odločitev. To je desetletje dolg industrijski projekt. V redu, ampak kaj pa Mehika? Bi se lahko odrekla Ameriki? Bi lahko nadomestila kupca, ki prevzame več kot 80% njenega izvoza? Mehiški odločevalci so poskušali. Vlada predsednice Claudije Sheinbaum se je močno trudila razširiti izvoz v Kanado, kjer so pošiljke leta 2025 zrasle za 17%. Prodorili so v Evropo, v Belgijo in Veliko Britanijo. Mehiški pridelovalci avokada so odprli nove trge na Japonskem in v Južni Koreji, vendar to ni imelo velikega učinka. Mehiški izvoz v Združene države prevladuje v trgovini države in močno presega vse druge trge. Kanada in Evropa sta še vedno privlačna partnerja, tudi ob nedavni rasti. Vendar predstavljata le delček tega, kar Mehika proda ZDA. Ti odnosi so pomembni, vendar se nobeden ne približa obsegu njenega največjega posameznega kupca. Noben drug trg ne absorbira take količine po teh cenah. Če bi Mehika poskušala preusmeriti izvoz v takšnem obsegu, prilagoditev ne bi bila gladka. Peso bi padel. Inflacija bi narasla in isti tokovi nakazil, ki podpirajo milijone gospodinjstev, bi se iz podpore spremenili v preživetje. To je tisto, zaradi česar je ta trenutek tako nestabilen. Pogovori na obeh straneh govorijo o pogajalski moči, kot da bi res obstajala. Tovornjaki čez most v Laredu pripovedujejo drugačno zgodbo. Še vedno vozijo 6 milijonov v letu 2024. Leta 2025 jih je bilo nekoliko manj zaradi carinskih pretresov, nato pa so številke spet začele naraščati, ko so se pravila ustalila. Most odraža resničnost hitreje kot politika. Ko je Vrhovno sodišče februarja 2026 razveljavilo carine, je olajšanje trajalo le nekaj ur. V nekaj urah so jih nadomestile nove 10% globalna carina, omejene na 150 dni. Ko se pojavi naslednja grožnja s carinami, bodo proizvajalci znova počakali. Toda pametni vlagatelji naredijo to, kar vedno naredijo. Zavarujejo svoja tveganja. Išče kraje, kjer pravila ostanejo nespremenjena dovolj dolgo, da se povrnejo naložbe. Vietnam to dobro ve. Uradniki tam odkrito vabijo ameriške proizvajalce, ki jih vznemirja nestabilna carinska politika. Ponujajo davčne olajšave in infrastrukturne dogovore, da bi zagotovili zaveze. Indija počne enako. Ciljana podjetja, katerih dolgoročno načrtovanje se več ne ujema s spreminjajočim se severnoameriškim okvirom. Preprost umik ne deluje. Tudi pretvarjanje, da boš odšel, ne deluje. Obstaja pot naprej, ki ščiti obe gospodarstvi, vendar nihče na nobeni strani tega noče priznati na glas. Ne izbirajo soodvisnosti, čeprav delujejo znotraj nje.
Tako Mehika kot Kanada sta nakazali, da si želita kontinuitete. Mehiška industrija je jasno izrazila svoje prednostne naloge. Predvidljiva pravila, prost pretok regionalno proizvedenega blaga brez carin in reševanje sporov, ki preprečuje nenadne stroškovne šoke. Ameriški trgovinski predstavnik je namignil na zamenjavo tristranskega sporazuma z ločenimi dvostranskimi dogovori, ki bi preoblikovali razmerja moči, hkrati pa bi zamrznili investicijske odločitve po vsej celini, dokler se ne izpogajajo novi pogoji. Avtomobilska industrija je bila neposredna. Skoraj 40% celotne trgovine med ZDA in Mehiko poteka prek nje. Če preidemo na dvostranske dogovore, se spodbojevalna struktura, ki je poganjala preseljevanje proizvodnje bližje trgu, takoj oslabi. Poslovni voditelji iz Teksasa, ki imajo v tej igri več vložka kot kdorkoli drug v Ameriki, so bili še bolj jasni. Trgovina prek Teksasa podpira približno 500,000 delovnih mest in prinaša več 100 milijard dolarjev na leto. Logistika, tovorni promet, carinjenje, skladiščenje in proizvodnja so vsi zgrajeni okoli čezmejnega pretoka. Njihovo sporočilo ostaja enako. Integracija je konkurenčna prednost. Če jo odstranimo, ameriška industrija ne postane bolj konkurenčna kitajski, postane veliko šibkejša. Mehiški uradniki so opozorili, da bo dolgotrajna negotovost pospešila upočasnitev tujih naložb, ki je že v teku. 30-letni cikel integracije je zdaj ujet v 18-mesečno politično okno. Če bo pregled uspešen, bodo tovornjaki še naprej vozili, denar bo še naprej prihajal. Mehika bo ostala delavnica v sosedstvu, Amerika bo ostala kupec. Obe gospodarstvi rasteta skupaj, tako kot od uvedbe nafta. Če bo pregled slab, se bo počasno razhajanje nadaljevalo. Vsako leto se del dobavne verige potiho preseli drugam. Vsako leto most v Laredu prenese nekoliko manj. Integracija se ne sesuje naenkrat. Preprosto razpada, dokler sistem, ki ga je podpirala, ne obstaja več v isti obliki. Kaj torej dejansko drži integrirano celino skupaj? Trgovina med Ameriko in Mehiko se v resnici ni zmanjšala, pravzaprav je zrasla. Mehika je leta 2025 dosegla rekord vseh časov v izvozu, kljub temu, da so carine močno prizadele. Povpraševanje v ZDA je ostalo stabilno, tokovi energije so se povečali. Infrastruktura se še vedno širi. Obe državi fizično gradita več zmogljivosti, da bi bili bolj odvisni ena od druge. Čeprav politiki na obeh straneh razpravljajo, ali bi to sploh morali. Razlog je preprost in sicer ta, da sistem deluje. Deluje za mehiškega avtomobilskega delavca v Coahuili, deluje za kmetovalca koruze iz Iowa, ki pošilja krmno koruzo na jug, deluje za dovolj ljudi na dovolj krajih, da bi prekinitev sistema imela takojšnje politične posledice. Tako to razmerje preživi ne zaradi dogovora, ampak zaradi neke vrste zastoja. To je del, ki ga je lahko spregledati. To razmerje ne preživi zato, ker se obe strani strinjata. Preživi zato, ker bi prekinitev takoj prizadela volivce. Odziv bi bil hiter in brutalen. Politiki, ki so zjutraj ostro nastopali proti Mehiki, bi do konca tedna umikali svoje izjave, ker so se pojavili tisti, ki dejansko nosijo stroške. Povratna zanka je hitra in politični odzivi ji sledijo. To pojasnjuje, zakaj Mehika ni odgovorila s protiukrepi. Pritisk znotraj Amerike opravi delo, ki bi ga povračilni ukrepi opravili hitreje in ceneje. Most v Laredu, plin v cevovodih, kmetijske pošiljke, industrijske dobavne verige, tokovi nakazil, vse to tvori sistem, ki ga je mogoče obremeniti, a ga ni mogoče zlahka ločiti. Obstajata dva možna izida. Ena možnost je, da se sistem stabilizira in še naprej raste, druga pa, da postopoma izgublja učinkovitost, dokler ni več konkurenčen. Katera možnost se uresniči, je odvisno od tega, ali ljudje, ki oblikujejo politiko, razumejo, kaj se vsak dan dejansko premika čez ta most. Niso samo blago, ampak je to praktično operativno jedro gospodarstva velikosti celine. Tovornjaki so bili v vrsti že pred zoro danes zjutraj. V vrsti bodo tudi jutri in naslednje jutro. Povpraševanje se ni spremenilo. Edino vprašanje je, ali bo sistem, ki to povpraševanje oskrbuje, še naprej deloval. Ker ko ne deluje, se tovornjaki ne upočasnijo. Popolnoma se ustavijo. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o naročilu in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Medpeku.